Ola, v glavnem, jaz se bom gledal v samega sebe v računalniku, ker mi je čudno gledati v kamero, ker tako gledam pač vsaj v človeka, nekoga v oči. Tako da jaz gledam tle, kjer gledam, ne izgleda tipično. Ki pa navadi ljudje gledajo v kamero. V glavnem, zdaj se sprašujete, kaj je ta tip tle zdaj neki bluzi, ne? V glavnem, jaz sem Uroš Markovič, prihajam iz slovenske obale, star sem 34 let, sem pravi Ištrijan, pravi slovenski Ištrijan. Kaj to pomeni? Pola Slovenac, pola Balkanac, pola Talijanac. Avtohtoni pravi, bolj kot tako ne moreš biti. In v glavnem sem pač en tip iz obale, ki je pač v življenju prepoznal skozi svoje izkušnje in skozi to, kakšni so ljudje, skozi spoznavanje ljudi, da v bistvu, če si spoznal življenje, če si spoznal družbo, svet, svetovno družbo, si najbrž ugotovil, da je družba precej taka, z eno besedo, če lahko povzamemo vse, v disharmoniji. Ne, svetovna družba je totalno v disharmoniji. V večini, torej skoraj vsi, bi lahko rekli, so v disharmoniji. Zdaj, če si mislil, ma ne, jaz ne, pri sebi kao, ne, tudi ti si stavi glavo. Tako da čisto vsi so v disharmoniji in zaradi temu vlada kaos. Zaradi temu vlada kaos in zaradi tega družba deluje tako izprijeno. Tako izprijeno, bolano. Zato je dobesedno horor normaliziran dandanes. In že najbrž tisočletja. V glavnem, ravno zaradi tega, če si opazil, da je družba taka, da so ljudje taki in da je svet takšen, ker malo si poglej, kaj se dogaja po svetu, in boš videl izprijenost vsega, oziroma mogoče se ti ne bo zdelo izprijenost, čeprav je, ampak je šibkost, šibki ljudje, šibkost v ljudeh. In prepoznal boš, če ne drugega, šibkost v sebi, če ne v drugih. Ponavadi se lažje vidimo skozi oči drugih ljudi. Varianta, to, kar obsojaš pri drugih, je realno nekaj, kar je v tebi. Nekaj, kar ti ni všeč v tebi. Tvoja šibkost. Torej, šibkost pri drugih ljudeh je šibkost v tebi. Lahko je, na primer, da vidiš neko moč v drugih ljudeh in ti gre na kurac. Ampak, torej, jih obsuješ zaradi njihovih moči, sam si pa šibek, zato ker ne zmoreš biti tak močen. Torej, v vsakem primeru smo šibki. V glavnem, kar sem hotel povedati, je, da glede na to, da je taka družba in da je takšen svet, je ful premalo oziroma skoraj nič ljudi ni, ki bi te skušali zaščititi v tej družbi. Ful je premalo neke zaščite, pač starši preko tvojih staršev, preko tvoje ožje družine, širše družine, ti si realno od otroštva naprej, ti si stravmiran. Bom razložil naprej, kaj to sploh pomeni. In ti greš torej v svet, tak ranjen in šibek, v stike z drugimi ljudmi in iz tega ne more priti nič dobrega. Torej, ranjen človek med ranjenje ljudi, nič dobrega ne more priti. Kar pride iz tega ven, je realno samo ponovno travmatiziranje oziroma vzdrževanje stanja travmatiziranosti. In v glavnem premalo je folka, skoraj nič, kdo pa to sploh dela, pokažite mi ga,
Jaz še nisem videl nekoga, ki bi opozarjal na nevarnosti v življenju, ne. V glavnem jaz ne bi rad, da grejo ljudje čez iste izkušnje, skozi katere sem jaz šel. Jaz bi rad, da bi nove generacije ljudi oziroma te iste generacije, kot sem jaz, da bi se opolnomočile, da bi se prebudile in da bi videle skozi laži tega sistema. Zato, da ne rabijo ponavljati istih napak, da so lahko naslednje generacije boljše in da jim je lepše in lažje. Torej, jaz sem tule kot neka varnostna ena varnostna zadeva, en varnostni sistem za ljudi, ki bi radi prišli na boljše v življenju, se rešili nekega trpljenja, bolečine, travme in šli malo bolj varno, malo bolj previdno čez to kaotično družbo dandanes. Ker mnenje kot reka, ne, mnenje res kot reka, toliko kot je ljudi, toliko je filozofij in zdaj ti se znajdi. In kaj je največji problem? Kaj je največji problem v poslušanju filozofij ljudi? Kaj je največji problem? Največji problem je, da dandanes je toliko informacij in ljudje so v takšni disharmoniji močni. To pomeni, da ni nobene moči in integritete, odgovornosti v ljudeh. In zaradi tega vsak lahko govori, kar hoče, vsak si lahko izmišljuje, kar če, ampak če pogledaš na koncu, ljudje ti ponavadi zmeraj prodajajo neki produkt. Kjerkoli si, v kakršnikoli panogi življenja greš danes gledat, ti ljudje zmeraj prodajajo neki produkt. In da ti to prodajajo v neki materialistični sferi, kjer ti prodajajo stol, ja, normalno, da ti ga prodajajo, ne, si misliš, itak, ja, se strinjam. Ampak prodajajo ti ga tudi na vseh teh duhovnih, religioznih oziroma mogoče na religioznih niti ne toliko, ali pa ja, ne vem, nisem toliko v teh vodah, ampak na duhovnih in na teh nekih terapevtskih, psiholoških in torej na vseh sferah, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem ljudi, torej kot človeka samega, ne da imaš ti dosti keša in ne vem kaj, da si materialistično močen ali da izgledaš močen, ampak da si ti res kot človek opolnomočeno bitje, v teh sferah se večinoma prodaja same neke produkte, torej prodaja se in ne pove se nič konkretnega, kako bi se ljudje lahko zaščitili in zares opolnomočili. Same neke polresnice in polresnica je laž. Polresnica ne obstaja. To je neki lepši izraz, ki so si ga ljudje izmislili, da se boljše počutijo. V resnici imaš samo laži in resnico. Resnic ni več. Ljudje, ki bluzijo, da je resnica večplastna in da je življenje zelo komplicirano, kompleksno, živijo iz glave in nimajo pojma, kaj govorijo. Uporabljajo neke laži v svojem življenju iz duhovnosti, religije, iz tega, kar je pač družba sproducirala, samo zato, ker se niso sposobni soočiti z resnico. Prvo kot prvo so toliko v disharmoniji, da jo niso sposobni prepoznati, resnico, ki jo vam bom kasneje razložil. In niso jo sposobni prepoznati, ker so toliko daleč od nje, od resnice. In zato, ker so sami torej v laži, prepoznavajo večinoma laži, neke metode, neke pol stvari, ki ti ne nudijo nič drugega kot bypass, zaobiči neko bolečino oziroma trpljenje, rano v svojem življenju. Kako se počutiti opolnomočeno, brez da zares narediš delo za to, ne? To je trenutna duhovnost, to je trenutni svet. Vsi bi radi bili fancy in kul, ampak na način, da ne narediš dela za to.
Torej brez soočenja z bolečino bi radi bili free od bolečine, ne. To ni possible. V glavnem, gremo zdaj razlagati v resnico, ker jaz lahko preveč zabluzim, zato ker imam ful za povedati. V glavnem, kaj je ta resnica, ne? Jaz sem to že razlagal, na primer, za kosilo doma svojim, na primer, in moja mama tako reče: "Uroš, ma kakšna resnica? Varianta, kaj govoriš? Kakšna resnica? Daj, noben ne razume, kaj je zdaj to?" No, zdaj bom razložil, kaj ta resnica je. Ne obstaja več resnic, obstaja samo resnica. Kaj resnica sploh pomeni? Kaj resnica sploh pomeni? Resnica ne pomeni: jaz imam svojo resnico." To ne pomeni resnica. Ti imaš neko svojo spoznavno resničnost, torej ti opisuješ, kako vidiš svoje trenutno stanje, in to je to. To ni resnica. To je pač tvoja spoznavna resničnost, kako se ti ta trenutek počutiš in kako pač dojemaš samega sebe, kolikor se pač poznaš. Kolikor si se pač sposoben dojeti. To je ena stvar. To je perspektiva oziroma percepcija, kakorkoli hočeš. To ima vsak svojo. In se spreminja od trenutka do trenutka. Kaj pa pomeni resnica? Resnica je prvo kot prvo ena, niso resnice, ampak je resnica. In resnica pomeni nekaj, kar je večno res, torej kadarkoli res in se lahko aplicira na kogarkoli. Na primer, jaz danes zmeraj, za primer samemu sebi v glavi, ko si namišljam, da nekomu razlagam nekaj, se pogovarjam z nekom, da vse knjige, ki smo jih napisali dandanes, do dandanes, vse knjige so bedarija, so neke prazne polinformacije, zato ker če pogledaš, mi se konstantno razvijamo, rastemo in to, kar je bilo, na primer, sploh dandanes, na primer, včasih ne, včasih knjiga, ki je bila 10 let stara, je bila še mogoče vredna. Ma dandanes knjiga stara 1 leto ali pa neka informacija stara par mesecev, je že kesna, je že mimo, je pozna že. Ker se tako hitro razvijamo, da pisanje knjig je bedarija, dobesedno je bedarija. Razen če ti pišeš neki roman, razumem, če ti pišeš neko popotniško izkušnjo, jaz razumem to. Ma v smislu pisanja knjig, ki bi imele res neko vrednost v evoluciji človeštva, tega ni. Poglej, sam pojdi pogledat malo, kaj se dogaja v svetu. Ene stvari, ki smo mislili, da so res, vidiš na neki točki, da sploh več ne držijo. Sploh več niso vredne. Smo ugotovili, da je nekaj drugega naprej. Neka updatana verzija. In ona knjiga, na primer, je zdaj zastarana. Na primer, jaz sem si kupil knjigo, bom dal primer, sem si kupil knjigo, kako z juicingom premagati vse bolezni. Ne? Jaz sem vse to probal, bom povedal celo štorijo, kaj je sploh fora mene. Jaz sem vse to probal in zdaj na koncu vidim, stari, da te knjige, nima nobene vrednosti. To so laži, jebiga. Tako je, to so laži. In zato jaz zmeraj rečem, da edina knjiga, ki je bila smiselno jo napisati, je bilo Sveto pismo. Jaz Svetega pisma nisem prebral, ampak verjamem, da v Svetem pismu, kaj je bil namen vsega skupaj, je bil zapis resnice. Ker poslušam ljudi, ki so brali Sveta pisma, in nema veze, katero Sveto pismo si bral, bilo katero religijo, ali je to na primer krščanstvo, ali je islam, ali je ta čisto zadnji Messenger of God, ki je bil Bahai, torej Baha'u'llah, Bahai Faith, vsi govorijo eno in isto stvar, vsi opisujejo resnico. Vsi pravijo, Bog je en, imamo torej vsi istega očeta in isto mamo. Bog je eden, oni so bratje med sabo, ki so samo pač prišli, povedali resnico in potem vsak naslednji je prišel kot update prejšnjega, zato ker se časi spreminjajo in je treba neke pizdarije updatati, resnica pa ostaja enaka in jo je treba ponavljati. In bom razložil jaz to resnico vam, ker vidim, da jo religiozni ljudje ne razlagajo, duhovni ljudje še manj, terapevti, psihologi, bioenergetiki, energetiki in vse ta neka izmišljena čudodelja
Na primer, ki kanalizirajo vse to, sam vidiš, da to je vse same laži. Same laži. Same laži. Noben ne pozna resnice, noben je ne živi, noben ni v integriteti in noben ni odgovoren. Pokažite mi v tej družbi človeka, ki živi neko integriteto, ki živi to, kar govori. Pokažite mi ga. Gremo kar v resnico. V glavnem, kaj je ta resnica zdaj, Uroš, pizda? Zdaj si me zrajcal in ne poveš, kaj je. V glavnem, resnica. Kaj je resnica življenja? Resnica življenja je, da življenje teče samo od sebe. To je resnica življenja. Resnica življenja je, da življenje teče samo od sebe. Vse, kar imaš v tem lifeu za narediti, je, da se imaš življenju za predati. Življenje teče samo od sebe in vse, kar je v tvoji moči, je, da se samo življenju predaš. Vdaš. In to je to. Ni druge. Primer. Ta trenutek, zdaj, torej življenje je narejeno iz trenutkov, ne? Torej ta trenutek je zdaj takšen, kakršen je in drugačen ne bi mogel biti. V tem trenutku je vse, kar je. So vse misli, so vsa čustva, so vsi občutki in neka stanja, ki jih imamo, je to telo in je zavedanje vsega tega. In je ta situacija, v kateri smo, kar se dogaja. To je človeška izkušnja. Torej misli, domišljija, fantazije, filmi, videi, čustva v telesu, občutki, neka senzorika, nekaj zaznavamo, neka stanja, spočutja so. Slabosti, dobrosti in take stvari. Taka stanja so telo in ta situacija, v kateri smo. Tako je vsak trenutek življenja. Nič ni drugače. To se non-stop dogaja. Torej, življenje teče samo od sebe. Življenje diktira, kaj se bo dogajalo v življenju. Zdaj, če si religiozen človek, rečeš temu Bog. Jaz nimam nič narobe z besedo Bog, meni je beseda Bog kul. Če ti gre na kurac slišati besedo Bog, je zaradi tega, ker so religije, vem, prvotno so imele zelo dober namen, religija pomeni religare. Religare pomeni združiti. Torej, namen religije je bil združiti ljudi, opolnomočiti ljudi, zaščititi, zavarovati ljudi in jim povedati resnico. Torej, da se preko resnice opolnomočijo. Da se očistijo, dosežejo svoje razsvetljenje, torej svojo moč, da se očistijo vseh svojih senc, vseh svojih travm. In da pač stojimo kot opolnomočeno človeštvo, ki ga ni moč manipulirati. Ampak, tako kot zmeraj, se najdejo eni pokvarjenci, ki vladajo in to isto stvar izkoristijo, ker vse v tem lifeu je samo orodje. In to isto stvar izkoristijo zato, da zmanipulirajo ljudi, da jih uničijo. In si izmišljujejo potem neka pravila in neke ideje, da med tabo in Bogom oziroma med tabo in življenjem more biti nek religiozen človek ali kaj takega, ki itak sam ni v integriteti, ne. Torej vse je bučka, vse skupaj. Kako ti je lahko vodnik v življenju nekdo, ki ne živi življenja celostno, polno? Kako? To ni možno. Zato pa je v pizdi ta sistem. Ker nas vodijo necelostni ljudje. Torej, resnica je, da ta trenutek je takšen, kakršen je. V tem trenutku je vse, kar je cela človeška izkušnja cel cajt. Torej so vse kapacitete
ki jih ima človeška izkušnja, so zmeraj prisotne. Torej, zavedanje tega trenutka in vse, česar se zavedamo v tem trenutku. Torej, vseh misli, vseh občutkov, telesa in situacije, v kateri smo. Life je zmeraj tako. To imaš na voljo. Zdaj pa edino moč, ki jo imaš kot božji otrok, torej ti nimaš moči se odločati, tega zdaj ne bo v lifeu. Ti nimaš moči se odločati, tega zdaj ne bo v lifeu. Ti lahko stvar samo zignoriraš. Mi nismo bogovi, mi ne manifestiramo življenja. Življenje se samo od sebe manifestira oziroma ga Bog. In vse, kar imaš kot božji otrok moči, je, da situacijo, v kateri si, sprejmeš v celoti in si misliš, če je mogoče neprijetna. Če je prijetna, itak nimaš problema z njo, ne. Mi imamo zmeraj problem z neprijetnostmi v življenju. Torej, če je pa neprijetna, torej imaš opcijo, ali jo vidiš tako in si misliš, glej, izziv, življenje mi predstavlja izziv, gremo se s tem soočiti in priti na drugo stran opolnomočeni in bolj modri, močnejši. Druga opcija je pa, zakaj se mi to dogaja, nočem trpeti, nočem biti v takem stanju, jaz tega zdaj nočem, to se ne bi smelo dogajati. Ali pa to me boli, nočem biti s tem, gremo nekam drugam. Torej, lahko zavrneš. Ampak ti ne moreš zavrniti na način, da tega sploh bilo ne bi. Ali pa da ne bi imelo vpliv na te. Že samo to, da si zadevo zavrnil, je dokaz, da je že tukaj. Hočem povedati, življenje lahko samo ignoriraš. Ti lahko torej celostno izkušnjo, ki se vsak trenutek odvija samo od sebe oziroma jo vodi Bog, celostno izkušnjo svojega življenja, vse, kar lahko narediš, je, da sprejmeš v celoti vse, kar se dogaja v tvojem trenutku, ali pa del trenutka ignoriraš. To je vse, kar je možno narediti. In zakaj ignoriraš oziroma torej ignoriraš zato, ker se nisi sposoben soočiti s tem, ker ti je pretežko. In že samo ignoriranje je dokaz, da si zadevo videl in spizdil od nje. Torej že je tu. Zadeva je že tu. Ignoriranje je dokaz, da si samemu sebi in vsem skupaj dokazal, da je zadeva tu. Kaj drugega je ignoriranje? Bolečina, nočem je. Ampak ne moreš reči nočem je, ker ti nisi Bog, da boš odločil, kaj bo v lifeu. Ti nisi življenje, da boš odločil o tem, kaj bo v lifeu in kaj ne bo v lifeu. Ti kot božji otrok pravi, imaš edino možnost, da zadevo zignoriraš v svojem lifeu. To je vse, kar imaš moči. Mi ne manifestiramo življenja. Te bučke, ki jih slišiš v duhovnosti, ti si Bog, ti si kreator svojega lifea in ti kreiraš svoje življenje, to so bedarije. To je neko fake opolnomočenje, ki ljudem zmeraj prinese samo materialno bogatstvo, znotraj pa tako praznino, da Bože. Saj sam poglejte ljudi, nikoli se ne ustavijo. Pol se grejo neke duhovne prakse do smrti pizde. Torej, resnica življenja je, da ti življenja ne manifestiraš, ga manifestira Bog oziroma življenje samo, če si ful materialističen človek in ti gre beseda Bog na kurac. Življenje samo od sebe teče, v resnici ga Bog manifestira. In torej mi nimamo imeti kontrolo, imeti idejo, verjeti, da imaš ti kontrolo, kaj se bo zgodilo v življenju, to je iluzija. Mi nimamo te kontrole. Mi vse, kar lahko delamo, je, da ali sprejemamo celostnost trenutka, ali pa to zavračamo in sprejemamo samo delnost trenutka. Tisti preostali del pa ignoriramo. Torej, delamo se, kot da ni tu. A tu je. In dokaz ignoriranja je ravno to, da smo priznali, da je tu in se obrnili stran. Torej, ignoriranje je dokaz, da smo šibki. Nesposobnost sprejemanja
celostnosti trenutka je dokaz, da smo šibki. Nesposobnost sprejemanja celostnosti življenja je dokaz, da smo šibki ljudje. Da smo v disharmoniji. Torej, realno nimaš niti opcije. Ali sprejemaš life, ali se delaš, se pretvarjaš, živiš v iluziji, ignoriraš celostnost trenutka in sprejemaš samo en del. Torej, ti misliš kao, da se odločaš. Ti misliš, da se odločaš, kaj bo v tvojem lifeu in kaj ne bo v tvojem lifeu. Ti misliš, da lahko odločaš, v mojem lifeu bo samo užitek, bolečina, neprijetnosti, sebe videti v neprijetnih stanjih, tega pa ne bo. Jaz tega nočem v lifeu. Jaz hočem samo the goody of life, the badi of life, jaz tega nočem. In to je iluzija. Ker če si realen človek, če si močen človek, opolnomočen človek, pol veš, da life je narejen iz finih stvari, torej iz nekih užitkov, iz nekih pozitivnih stvari in tudi iz negativnih stvari, iz nekih slabih občutkov, slabih delov življenja. To je life, to je realnost. Torej, realnost je biti između. To je realnost. Realnost je, da si između. To je ravnotežje, to je harmonija. Sposobnost sprejemanja dobrosti življenja in sposobnost sprejemanja slabosti življenja. Kar v resnici sploh ni slabost. Bom razložil naprej, zakaj ni slabost. V glavnem, sprejemanje pozitivnega, sprejemanje negativnega, to je realnost življenja. Če si dovolj močen, jaz rad rečem odgovoren, responsibility, an ability to respond. Torej, biti sposoben, biti dovolj močen, da lahko odgovorno odreagiraš na trenutek, kaj to pomeni, da si ga sposoben sprejeti v celoti. Da si dovolj močen, da si lahko odgovoren sprejeti trenutek, ko se ti predstavi v celoti. To je odgovornost. To je prava definicija odgovornosti. To je edina definicija odgovornosti. Biti močen, zato da si lahko odgovoren, sprejeti življenje takšno, kakršno je, v realnosti, ne pa neke svoje iluzije živeti. In zdaj, kaj je najbolj noro pri vsem skupaj? Da torej ti misliš, da se odločaš, da slabe stvari v tvojem lifeu ne bojo. Ti misliš, da se odločaš in da si jih dal za sabo in pozabil. V resnici pa zato, ker ti ne vodiš življenja, ker se življenje samo od sebe pelje za materialiste, za one ljudi, ki vejo, da obstaja nekaj več, oziroma čutijo, verjamejo, Bog vodi življenje, ti ne. Torej, ti lahko samo ignoriraš in ta del, ki ga zignoriraš, ki je zate neprijeten, boleč oziroma trpeč, ta del življenja, življenjske izkušnje, od katerega mi bežimo, ga ne moreš kar pozabiti in odrezati iz življenja, ker ti nisi Bog, ti ne vodiš življenja. Ti si tukaj en pantalon, ki pač živi to življenje in je lahko samo hvaležen, da ga živi in to je to, ker je vse skupaj ena čarovnija. En čudež. Torej, ignoriranje tega neprijetnega dela življenja se vse beleži. To se vse beleži. To je vse tukaj, shranjeno je. Tukaj je, samo ti se delaš, da tega ne vidiš. Ti se delaš, da tega ne vidiš, ti se delaš, da boš sprejel samo to, kar ti paše, to, kar ti koristi in to, kar je neprijetnega, kao ni. Ampak to je vse pretvarjanje, to je vse ignoriranje. To je vse, kaj je to? Iluzija. Da ti se delaš kao, da je life samo tako, kao pozitiven, a v resnici so tle neke stvari, ki ti ne pašejo in od njih bežiš. To ni opolnomočeno stanje. Pokažite mi človeka, ki ne beži od neprijetnosti v življenju. Pokažite mi ga. In kako je lahko tak človek
Sploh v integriteti. Saj ne more biti. Beseda integriteta prihaja iz besede integracija. Biti v integriteti pomeni, da si utelešenje, da si predstavnik, simbol nečesa. Da delaš to, kar govoriš. Practice what you preach. Kako pač pokažite mi v družbi, res pokažite mi v družbi človeka, ki je integriteta. Ma ne integriteta na način, da ti si daš v glavo, jaz bi rad bil časten človek in bom zdaj fural integriteto. In se siliš živeti ta koncept integriteta in paziš, da živiš po nekih pravilih in da se jih držiš. Vidiš, to je za moje pojme, saj vem, za nekoga se zdi ful mogoče častna stvar, ampak to je limitiranje ljudi. To je ful obremenjujoče, neučinkovit način življenja. Da imaš ti v glavi neka pravila in zdaj se jih siliš po njih živeti. Na primer, to je neka religija, bi lahko rekli. Ali pa kakršnakoli druga oblika filozofije. Itak vse skupaj je samo ena filozofija. Neka pravila, v katera pač verjameš. In saj vem, zdaj pa vi lahko meni rečete, ja, Uroš, pa ti tudi zdaj prodajaš te neko filozofijo. Tudi zdaj, ali bom jaz verjel v to ali ne, meni tata non-stop govori. Ja, to ti verjameš tako, da je in zato tako je. Ampak moramo biti realni, moramo biti prizemljeni in praktični, ne. Dokler smo samo v nekih sferah filozofiranja, torej v nekem abstraktnem mentalnem svetu, je ful lahko biti pameten. Ful je lahko čičati na toplem stolčku in biti pameten v glavi. Nekaj filozofirati. Kako bi stvari mogle biti in kaj bi bilo idealno. To je brez veze, to je nerealno, to je nepraktično. Mi nismo samo tle ena bitja v glavi, ampak smo ljudje s telesi z dvemi nogami, ki hodimo po tleh. Torej moramo biti praktični, moramo biti prizemljeni. Katera filozofija je vredna, katero prepričanje, katera vera, kaj je vredno? Kaj je zares resnično? Kaj, kako bomo prepoznali? To, ne to, kar se dobro čuje. To, kar v realnosti deluje. Nobena filozofija, nobeno prepričanje, noben pogled na svet ni nič vredno, razen, oziroma je nič vredno, pardon. Vse skupaj je nevredno, razen tista filozofija, tisti pogled, ki je praktičen, prizemljen, torej nam nosi v človeški izkušnji, v realnem življenju nam nosi rezultate. In te rezultati tu je ena napaka, ne, ki jo prodajajo psihologi, terapevti in ta neka smetana družbe, ki naj bi nas zaščitila in ki kao ve, kaj se dogaja v lifeu in nimajo pojma. Prodajajo novo stopnjo iluzije, ne, ko pravijo, važno, da zadeva deluje. Ma saj meni pomaga, Uroš, kaj praviš? Meni on psiholog pomaga, meni on terapevt pomaga. Ja, pomaga ti manj trpeti. Ma te ne pelje k resnici, te ne pelje k opolnomočenosti. To je največji problem v družbi dandanes. Dandanes ni več problem, na primer, ljudje, če se ti človek zlaže v faco, tako, da je jasno, da se laže, da govori res neke bedarije, laži, take močne, težke laži, očitne laži ni težko prepoznati, je tako? Laži ni težko prepoznati. Če je tako 80% laži in 20% resnica. Ni težko prepoznati. A kaj je dandanes problem? Da vsi zvenimo isto. Vsi že zvenimo isto. Vsi uporabljamo iste besede. Vsi govorimo, da hočemo isto. Torej, da hočemo neko opolnomočenost, kao da vsi govorimo resnico ali ne vem kaj. Da imamo vsi ključ do življenja in ne vem kaj. Torej, vsi uporabljamo iste besede, torej besede so popolnoma razvrednotene. Zato, ker jih vsi ljudje uporabljamo
in vsak jih razlaga iz svojega nivoja dojemanja. Torej, tam, kjer je sam v evoluciji, samo toliko lahko vidi tisto besedo in več je ne pozna. Več kot to je ne more dojeti. In zdaj, zato ker hierarhija v evoluciji človeka obstaja, mi nismo vsi isto razviti. Ker te eni ljudje, ne, vidim, da so tako, mi smo vsi enaki, nismo vsi enaki. Nismo vsi enaki, različni smo si. Vsi smo ljudje. To je edina stvar, v kateri smo vsi enaki. Vsi smo ljudje. Ampak, ko se to konča, so pa same različnosti. In obstaja tudi različnost, torej hierarhija v evoluciji človeštva. Niso nekateri ljudje tisti, ki vodijo, in drugi tisti, ki sledijo. Ni tako, kar za brez razloga. Torej, če imamo voditelje in če imamo sledilce, to pomeni, da obstaja hierarhija v moči. Tega ne more noben zanikati. In še vsak človek je kdaj v svojem življenju sledil nekomu, ki je močnejši od njega, zato da bi sam tudi prišel na ta nivo. Torej, hierarhija je v življenju. Če ne drugega, poslušaš nekoga, ki misliš, da je tam, kjer si ti želiš biti. To je še vsak človek delal v življenju. Kjerkoli. Ali v športu, ali v duhovnosti, ali v računalništvu, kjerkoli. Torej, hierarhija v evoluciji obstaja. Mi nismo vsi isti. Mi nismo vsi na istem nivoju. In če ti grem v nos, začni sam YouTube, pa začni govoriti o tem, če misliš, da veš boljše kot jaz. V glavnem, kaj je problem, kaj sem hotel povedati, je, da resnico je dandanes zelo težko prepoznati. Zelo težko je prepoznati, kdo dandanes nabija in kdo te želi zaščititi, kdo ti pove nekaj pametnega. Kdo ti hoče dobro in kdo ti hoče slabo. Kdo te pelje k opolnomočenosti in kdo te hoče vzdrževati v stanju šibkosti. Zavedno ali nezavedno, nema veze. Če je nezavedno, ga ne moreš niti kregati. To je, kot da bi se na slepega človeka jezil. Ma če je pa zavedno in taki ljudje obstajajo, da zavedno zavajajo, take bi bilo treba kaznovati. Enkrat sem slišal za delovno taborišče. To bi bila super verzija. Da se pokoristi njihovo energijo za zasluženje človeštvu. V glavnem danes vsi govorijo že, zvenijo isto in kaj je problem, da danes laž ne zveni več 80% laži in 20% resnice. Ni več tako lahko za prepoznati. Ker imamo samo besede. Imamo samo besede in vsi že uporabljamo iste besede. In sploh tisti ljudje, ki so ful intelektualni in mentalni ljudje, ki samo kupijo pri človeku besede, te najbolj najebejo. Če bereš še neko neverbalno komunikacijo, ki spiritualni ljudje rečejo energija, ker vem, da enim ljudje gre beseda energija v nos, ker pravijo, da ne verjamejo v energije in te stvari, ampak ne moreš pa zanikati neverbalne komunikacije, to obstaja. Bom dal primer. Na primer, jaz se spomnim, ko sem bil otrok, to ima vsak otrok drugače, to ima vsak človek. Na primer, kako se otroci učimo? Kako se ljudje učimo? Mi se učimo ne iz tega, kar ljudje povejo, ampak z opazovanjem obnašanja realno. Na primer, meni je mama, ko sem bil otrok, govorila 1001 stvar. Ma kaj sem se jaz zares naučil? Jaz sem se naučil to, kar je ona delala potem. Tebi lahko voditelji in starši, ne vem kdo, govori 1001 stvar. Lahko je ful dobra ali pa ful slaba, sploh nema veze. Ti na koncu delaš to, kar so oni delali. Torej, če je mama eno govorila in drugo delala, si se ti naučil to, kar je ona delala.
Hočem povedati, mi vsi, zavedno ali nezavedno, zmeraj dajemo težo, največji pomen obnašanju ljudi. A ni zanimivo? Torej, vsi zavedno ali nezavedno priznavamo samo energijo v življenju. Kaj pomeni energija? Da si, da si v integriteti, da delaš to, kar govoriš. Mi vsi hočemo to, hvala Bogu. In sploh danes je to ratalo bo to ratalo glavna stvar. Zato, ker vsi zvenimo že isto, vsak, ki govori nekaj na YouTubu, na internetu ali v živo, govori itak ene in iste besede uporabljamo. In če si samo tle v glavi intelektualen človek in na hitro jemlješ, površinsko jemlješ stvari, sprejemaš, si gotov. Te lahko nategne vsak. Če pa poslušaš namen, iz kje oni govorijo, torej, kaj je namen tega, kar oni tebi zdaj govorijo? Tudi če zveni ful super, duper. Kaj je namen? Torej, gremo reči, da bereš med vrsticami tega, kar ti ljudje govorijo. Oziroma, da spremljaš neverbalno komunikacijo. Oziroma, za tiste ljudi, ki jim gre na živce, energija. To pomeni energija. Energija pomeni samo nekaj nevidnega, a vseeno je tukaj. Mogoče zavedno nezaznavnega. Noben mi ne more zanikati. Večinska komunikacija je neverbalna. Besede nimajo več nobene veze. Super. Eni ljudje rečejo, vse besede so razvrednotene, tudi kot ljubezen, resnica, ljubezen. Ljubezen danes več nič ne pomeni. Ta beseda ljubezen danes ne pomeni nula. Vse je razvrednoteno. Vse besede so zgubile pomen. In eni ljudje žalujejo ob tem, jaz si pa mislim, super, končno ljudje več ne bojo nasedali lepim besedam, bojo previdni, bojo ustvarili eno majhno distanco, zato da preverijo, kaj se gre tukaj zares. Torej, neka oblika samozaščite, končno se bojo začeli ščititi in drug drugega. Ker če hočeš sebi dobro, hočeš tudi drugim dobro. Si vzeti cajt in zdaj kaj, dve opcije imaš zmeraj. Ali si toliko prisoten in se že poznaš dovolj, da ti je namen, iz kje človek govori, oziroma ta neverbalna komunikacija, gremo reči energija, ti je branje tega zelo domače in blizu, zate dosti problema ni. Ampak takih ljudi ni dosti pizdarije. Si misliš, da si tam, pa pol vidiš, da te človek nategnil, ne? To hočem povedati. Kolikokrat te še življenje, zmeraj, ko si misliš, da veš, kaj je res, pa te pol life preseneti, vidiš, da nisi vedel, ne? Kolikokrat te življenje poniža od tvoje neke 100% sigurnosti, ki itak ne vem, če obstaja kdaj. Pol imaš pa drugo varianto, je pa, da na primer, tako si jaz vzamem čas. Jaz, na primer, ko spoznam nekega človeka, si zmeraj vzamem čas, da vidim, če živi to, kar govori. Ali je samo lepe reči. Ali samo lepo govori. Bo samo lepo govoril, ali on živi to, kar govori in potem opisuje svoje stanje. Je ta človek integriran? Je torej integriteta v tem človeku? Ali je nek hipokrit z dvojnimi merili? Ker močen človek živi to, kar govori. Ma ne zato, ker se sili živeti to, kar govori. Zato, ker je res v tem stanju. Torej, človek, ki je celosten. Človek, ki je v harmoniji. Joj, tle je toliko za razložiti še. In saj bom. Ker itak ne vidim smisla v ničemer drugem. V glavnem, mi beremo
verbalno in neverbalno komunikacijo. Verbalna je ta vidna, neverbalna je, gremo reči, ta nevidna oziroma ta bolj subtilna. Torej, kaj se je dogajalo nam celo življenje? Mi smo celo življenje bili obkroženi, torej ti prideš na ta svet, ti prideš na ta planet, ne veš nič, oziroma imaš zbrisan spomin, kakorkoli vzameš, ne veš nič, imaš zbrisan spomin in ti prideš v družbo nekih odraslih ljudi, svojih staršev, ožje, širše družine, sošolcev, družbe, okolice, sistema. Ti prideš na ta planet in ti bereš, ker to je naš default state, je, da beremo, kaj se v resnici dogaja. Mi beremo ljudi. Beremo verbalno in neverbalno komunikacijo, v tem smo perfektni, ker nas ni še noben skondicioniral. Smo odprta bitja, beremo, kaj se dogaja. Naprimer, bom dal primer. Naprimer, tebi rečemo tata, mama, nekaj govorijo, nekaj ti govorijo, nekaj ti prodajajo z besedami, a v resnici vidiš, da ne opisujejo tega, kar se zares dogaja. Mogoče v resnici, naprimer ta trenutek bi mogoče tvoj oče ali tvoja mama mogli biti žalostni ali pa jezni, naprimer, in ker imajo sami represijo pred tem, se niso sposobni soočiti z nekimi neprijetnimi deli sebe, ki so pač za njih neprijetni, tisti, kateri so. In se jih skušajo izogniti, kaj pol naredijo? Jih tlačijo, jih zatirajo, jih ne izrazijo in ti govorijo, kot da je nekaj drugega, kar se dogaja. Naprimer, mogoče v glavi si mislijo, zdaj ni cajt za ta čustva, ali pa jaz ta cajt se ne morem soočiti s temi čustvi, in ti prodajajo nekaj drugega. Zato, ker niso dovolj močni, niso dovolj zavedni, da bi prepoznali ta svoj beg, lahko pa prepoznajo ta svoj beg v sebi, ampak vseeno niso dovolj močni, da bi se soočili s tem in se pokazali, kakšni so v resnici. In torej, potem si dajo neko masko, kjer se delajo, da so močni, v bistvu so pa šibki. In jaz hočem reči, da vsak otrok to bere v staršu. To je ono, ko sem rekel, da mi beremo to, kar ljudje delajo, ne to, kar govorijo. Naprimer, mama, gremo reči, da, zdaj dajem primer, ali pa naprimer tata ali stric, kdorkoli. V glavnem, ali pa naši voditelji, saj nima veze, bilokjer človek. Naprimer, nekaj reče in potem vidiš, da je to, kar je rekel, samo zato, da bi ta trenutek šel skozi mimo, da bi šel lišo mimo, da bi bilo vse kul, da bi dobil nekaj od tebe, kar ta trenutek rabi dobiti, in v bistvu kasneje vidiš, da ima nek problem v življenju in da ni nek močen človek. Da ima neke probleme, s katerimi se ne sooča. Naprimer, vidiš, da gre naprimer na čik. Nekaj se je zgodilo, namesto da bi se razložilo in sprejelo vse, kar se je v tem trenutku dogajalo, se živi iz glave, se nekaj sporoči iz glave, čeprav ti kot otrok vidiš, tle neka pizdarija, mogoče se je skregala z možem, ali pa so se skregali ljudje ali karkoli in niso sposobni sprocesirati vseh čustev, niso si sposobni dovoliti vse bolečine in neprijetnosti, ki se je v trenutku zgodila. In kaj naredijo? Skozi glavo zglumijo, da je vse tako kot kao je, torej da je drugače, kao vse je kul, in pol jih vidiš, bežijo na čike, v alkohol, deloholizem in vse žive distrakcije, ki jih poznamo. Torej, hočem povedati, cel cajt skušam povedati, da čeprav je default vsakega človeka, vsakega otroka, da bere, kaj se v resnici dogaja, torej resničnost trenutka, ker to je naravna sposobnost vsakega človeka. Eni bi rekli temu intuicija, meni intuicija pravi, da to, kar govoriš, ni res, naprimer. Ker čutim, da je zadaj nekaj drugega, da je namen drugačen, da nekaj prikrivaš, da nečesa ne sprejemaš. V glavnem, to besedo v glavnem sem rekel že 1000-krat najbrž. V glavnem,
Če ti kot otrok, ki zaupa, da ti ljudje, ki so pred tabo prišli na planet in ki te vodijo, zato ker ti res ne veš in zaupaš tem ljudem, ki so že tukaj pred tabo, da vejo, kaj delajo in kaj govorijo. Boš dobro najebal. Zato ker če si opazil v tej družbi, se vsi samo delajo, da vejo. V tej družbi se vsi samo delajo, da vejo. Noben ni v integriteti. Noben ne sprejema celostnosti življenja, noben ne sprejema vsega, kar se v trenutku odvija. Vsi bežijo od čustev in nekih neprijetnosti, ki jih imajo v sami sebi, od slabih občutkov v svojem življenju, v neko idealno idejo o samem sebi, o neko idealno samopodobo in o tem, kakšni so in kako se vidijo kot sebe v neki negativnosti, od tega pa bežijo. Nimamo ljudje, ki so v harmoniji. Ljudje eno govorijo, drugo delajo. Takšni so naši voditelji, takšni so naši politiki, takšni so naši zdravniki, takšni so naši psihoterapevti, psihologi, terapevti, energetiki, bioenergetiki, ne vem, kaj si še se izmišljujejo. Mi si izmišljujemo kot družba 1001 metodo za življenje, samo iz 2 namenov. Eden je ta, da zaradi tega, ker ne poznamo resnice, torej jo ne poznamo in jo nismo sposobni živeti, ali pa smo preprosto pač nezavedni, da resnica sploh obstaja in živimo življenje na način, kot smo ga živeli že celo življenje in gremo samo čez neke procese v življenju in se sploh ne sprašujemo, če je kakšen namen vsemu skupaj zadaj in kaj nas zares vodi. Torej imaš zavedne ljudi, ki so šibki, torej gremo reči, da kdo pozna resnico, čeprav jaz mislim, da malo ljudi, da res pozna resnico, da jo razume, da jo prepozna in da jo ne upa živeti. Jaz mislim, da je tega ful malo, skoraj nič. Večinoma imaš nezavedne ljudi. To je v večini svet. Nezavedni ljudje. Ljudje, ki ne vidijo, da v življenju ni filozofije. Filozofije v življenju ni. Ne obstaja metoda, ne obstaja terapija za življenje. Ne obstaja pristop k življenju. Vse, kar ta družba ponuja, so same laži. Same laži in neke polresnice, ki je v bistvu, kaj je polresnica? Polresnica je laž, ki ful dobro zveni. Torej 80% bo resnice in 20% bo laži. Zakaj je to problem? To je ful velik problem, ker če se ti nekdo zlaže v faco, bomo vsi vedeli, da je bila laž. Če ti pa nekdo govori polresnice, kar je realno cel ta sistem, same neke polresnice, kaj je problem? Da kupiš to zadevo, ker ne prepoznaš, da je laž. Ful lažje te je zmanipulirati. Vse zveni dobro, same lepe besede, same neke obljube, same neke polresnice, v resnici pa zakaj je to ful nevarna stvar? Zakaj je polresnica bolj nevarna stvar od laži? Zato, ker jo kupiš, kot da je res, in ker je delno res, ti omogoči neko evolucijo, neko izboljšanje v tvojem življenju, mogoče neko lajšanje stresa v tvojem življenju, mogoče neko lajšanje bolečine v tvojem življenju. In ravno zaradi tega, ker ti je delno pomagala, te bo za večno limitirala. Boš ostal tam, kjer je in jo boš kupil, kot da je to zdravo zagotovo. To je največja nevarnost polresnice. Laž, raje imam laži, ker bom takoj vedel, da je laž. Ma polresnice, 80%
res in 20% laž, to, kar je vse dandanes v družbi. Same laži cel cajt, samo neke pretvarjanja, jaz vem, ne vemo, a ne vedite, da ne vemo. Cel cajt si ljudje izmišljujejo nekaj novega. In to je zdaj poplava tega. Poplava informacij, ki so same laži. Pol resnice. Zato, ker ne boste videli, da je laž. To je problem. Če bi bila laž, če bi bila 100% laž, bi rekel, okej, to je fake, mi vidimo, da je tam prav. Ma je samo poplava pol resnice. Samo poplava pol resnice. Vsi se delajo, da vejo, vsi imajo nekaj, vsi prodajajo nekaj. Vsi ti prodajajo nekaj, ki zveni kot resnica, v bistvu je pa notri hook, lahko je ta hook zaveden, zato da te zmanipulirajo, lahko je pa nezaveden in sploh ne vejo, da te manipulirajo in da ti lažejo, zato ker mogoče morajo nekaj prodati. Mogoče morajo nekaj prodati, bi radi preživeli, bi radi bili videni, bi radi govorili, bi radi imeli neko prepoznavnost, nek status, karkoli. Si niso sposobni priznati, da ne vejo. Torej, največja nevarnost vsega, kar se danes dogaja, kar se itak že cel cajt dogaja v človeštvu, je to, da polresnica ima nekaj resničnosti notri, nekaj resnice je v teh polresnicah. In zakaj je bolj nevarna kot laž? Zato, ker ti jo kupiš, ker zveni res, zveni kot resnica in malo izboljšanja imaš v življenju. V bistvu vse, kar ti naredi, je, da ti zregulira malo stresa v življenju in ti zaradi tega misliš, da ti je boljše, da si na višjem nivoju in jo kupiš kot res. Zdaj pa si ti zamisli, to se dogaja že od samega štarta življenja. Torej, koliko imaš takih laži nabranih, na katerih si živiš? Koliko je tega? Ogromno. Ogromno je tega. Torej, zdaj, ko smo ugotovili, zakaj so polresnice nevarna stvar, ker zvenijo dobro in jih zvenijo resnično in ti dajo nekaj, ampak te za večno limitirajo tam, ravno zaradi tega, ker so ti nekaj dali in so zvenele dobro in se nikoli več ne sprašuješ, če obstaja kaj nad tem. Torej, polresnice ustvarjajo ful velike iluzije, ful neke, na primer, limite ustvarjajo. Limitirajo te na nek nivo, ker ti misliš, okej, delovala je, nekaj mi je dala, torej mora biti res in zveni kot da je res. Ampak v resnici te je samo limitirala. V resnici ti je postavila novo limito v življenju in še močnejšo kot prej, preden si resnico iskal. To je pizdarija. Torej, ti se zavedaš, da si v kurcu in bi rad pomoč. In ker je sama poplava polresnic, torej laži, polresnic, in ker zvenijo in ti dajo nekaj, jih kupiš in misliš, da je to. Torej, boljše je pizda, da človeka pustiš tam, kjer je v nevednosti in da v bolečini in da pride sam do neke resnice, kot da mu vržeš vse te polresnice, ki so samo lepi bombončki in nič drugega. In se zares nič ne spremeni v človekovem življenju. Mogoče je malo manj trpljenja. In potem non-stop hodi po to eno in isto stvar. Kot ko greš zdravniku ali k lekarnarju. Vse kaj pa delajo? Kaj pa dela to zdravstvo? Samo ene bombončke ti dajo. Cel sistem producira same bombončke, polresnic, ravno s tem namenom, da izgleda, kot da nas rešujejo, v resnici nas pa limitirajo in naredili so redno stranko iz nas. Zdaj ti hodiš konstantno po te stvari, ker na dolgi rok vidiš, da te polresnice v bistvu niso nič spremenile, so samo tisti trenutek zregulirale stres v svojem življenju. In zdaj ti rabiš novo dozo. Ker po nekem cajtu se stres nabere, življenje dokaže, da je to bila samo polresnica, tebi se nabere spet, kot je bilo prej, in ti zdaj greš po novo polresnico, po novo metodo, po novo terapijo, na novo terapijo, nov obisk zdravniku, nov obisk terapevtu, nov obisk energetiku. Same laži.
Pizdarija, ej. Prav za pretepstih je vse. Vse slabiče. V glavnem, zdaj je 1 ura mimo in za razložiti je preveč. Tako da jaz grem za danes sem končal. Ne vem sploh, če sem se predstavil, se bom še predstavil, samo da boste vedeli malo o meni. V glavnem, jaz sem Uroš Markovič, prihajam iz slovenske obale. Lucija, Portorož, Piran, to je moj dom. Star sem 34 in nimamo v družbi, v javnosti nobenega človeka, ki bi se predstavil kot človek. Nimamo, vsi glumijo neko samopodobo samega sebe. Ali zanalašč ali pa res pač nezavedni ljudje. In na sceni, kjerkoli, v neki konvencionalni sferi, torej nekaj, kar sistem ponuja, ali pa nekaj, kar je na internetu, nekaj nekonvencionalnega, same bučke. Sami ljudje, ki prodajajo neka znanja preteklih generacij, nekih tradicij, ki jih sami zares sploh ne razumejo in ne prepoznajo iluzije. In namen tega kanala je, da se končno, meni je točno zmeraj tako na kurac, jaz sem s takim veseljem rušil iluzije v življenju, že od malega. Jebiga, to je moj dar, jaz imam to sposobnost, saj boste videli, da sem ful dober v tem. In v glavnem mi je žal, da še prej nisem prišel na internet. Ampak sem bil šibek, ker me je sistem ošibil. Zmeraj se spomnim na film Lord of the Rings, ne vem, kateri del. Jaz samo sliko gledam in uživam. V glavnem, ono sliko, ono sceno, kjer ta, ki ima za postati kralj, ta mladi, ki ima za postati kralj, pride do enega kralja in ta kralj sedi na prestolu in je cel tak star, bogi, z meglico v očeh. In ob njem stoji en tak pokvarjen asistent. In ta kralj je pod urokom enega pokvarjenega čarovnika. In pač ta kralj je cel slaboten in ga boli kurac in je šibek in ne prepozna, da mu uničujejo kraljestvo, da mu uničujejo ljudi. In ni sposoben tega zaščititi. Ker je sam, pač pod urokom, slep je. Vidi, ampak je slep. In šibek. In potem pride en čarovnik, tisti Gandalf, in ga osvobodi tega uroka. In ta kralj kar naenkrat se začne prebujati na svojem prestolu. Meglica se mu umakne iz oči, pomladi se nazaj in vidi resnico dogajanja na tem svetu, v njegovem kraljestvu. In odfuka stran onega asistenta in začne ščititi spet svoje ljudi. Začne delati prav. Tako se jaz počutim. To je namen tega YouTube kanala, ker takih ljudi ni na sceni. Ni ljudi, ki so na nivoju. Smešno. In to je to. To je moj boj za resnico in moj boj proti lažem.